obiskovalci, spoštovani gostje, dobrodošli v knjižnici Brežice na zaključni prireditvi Posavci beremo skupaj, bralnega projekta Brežiške, Krške in Sevniške knjižnice, pri katerem smo združili moči, da bi s pesmi motivno-tematskim izborom kakovostnega leposlovja domačih in tujih avtorjev pritegnili čim več bralcev. Med nami pozdravljam dijake gimnazije Krško, ki so pripravili priložnostno razstavo v stripu z naslovom Kjer si, tam si, po strani. Nadalje pozdravljam Nino Korinčič in Matjaža Antoloviča, dijaka gimnazije Brežice, ki nam bosta brala odlomke iz knjige Džehenin. Poseben prisrčen pozdrav pa velja avtorju romana, pisatelju Dušanu Čakru. Nocojšnji večer je zasnovan takole. Najprej bo imel besedo osrednji gost gospod Čater. Potem bo Maja Frigel predstavila projekt Posavci beremo skupaj, sledila bo podelitev knjižnih nagrad bralcev. Gospoda Čatra prosim, da nam odstre skrivnosti Džehenena, romana, ki se je dotaknil posavskih bralcev. O romanu in najbrž še o čem se bo s pisateljem pogovarjala gospa Irena Hribšek-Viken. Hvala na besedi. Za začetek bi v nekaj stavkih predstavila današnjega gosta. Je pisatelj in urednik, rojen v Celju. Študiral je novinarstvo in sociologijo, bil urednik založbe Karantanja ter kot kolumnist sodeloval pri nekaterih slovenskih časopisih in revijah. Napisal je tudi nekaj scenarijev za televizijske oddaje. Od leta 1995 deluje kot svobodni pisatelj, živi in dela v Ljubljani. Bibliografija Dušana Čatra obsega romane Flash Royal, Imitacija, Resnični umori, Patosi, Ata je spet pijan. Knjige za otroke, Peter Klepec, Kralj Matjaž, Veronika Deseniška. Mladinski roman Pojdi z menoj, monografije Oscar Wilde, Marilyn Monroe, Casanova in The Doors, ter kratka proza Džehenem, ki je išla leta 2010 in je knjiga, o kateri bomo danes govorili. Prvo vprašanje me zanima, kakšna je bila vaša zamisel za nastanek romana Džehenem in kako je nastajal? Je to res, da ste odšli v Sarajevo in tam iskali navdih, a se po malo manj kot 3 mesecih vrnili nazaj in razen naslova niste napisali ničesar? Nekako se je zgodilo tako, da razen naslova po 3 mesecih nisem bil nič, naslova je pa v bistvu Džehenem, je pa v bistvu tudi nek kafič v Sarajevo, kjer sem preživel veliko, v bistvu največ svojega časa. Da ne bi kaj preveč izpostavljal, kam mislim, jaz od pekla se držim od knjige, recimo. Džehenem je v bistvu kot knjiga nastal, kako bi rekel, čisto na ključju. Imel sem dejansko eno zgodbo o Bosancu, ki pride v Slovenijo in da mu tle seveda ni najbolj lahko. Ko sem se vrnil iz Sarajeva domov, pa je dejansko Vojnović imel se to priliko, da sem ga imel možnost čitati še v, kako se reče, ne tiskani verziji v rokopisu. In sem si rekel, da vsekakor ne morem jaz napisati tako avtentične zgodbe o nekem Bosancu Slovenijo kot on, ki on to dejansko je. Pa so nastale neke druge zgodbe, sem si rekel, naj bo skupna točka temu, da so tujci pri nas zelo slabo sprejeti, recimo. Zdaj bi se pa malo osredotočila na to z vašo zbirko, za katero ste prejeli Dnevnikovo fabulo za leto 2012. Zanjo ste kandidirali že tudi leto poprej, a niste prišli niti v ožji izbor. Kakšna bi bila to vaša razlaga? Pa to sem enkrat že povedal neki novinarki, ne vem za katero medije je bilo.
literatura je pač, kako bi rekel, stvar okusa, ne. Ne moreš biti vedno vsem všeč. Sem rekel, recimo, takrat sem odgovoril to, da mi je bila žirija naklonjena, ne. Tako je zastrigla z ušesi, češ, a ste se poznali, je bilo to zmenjeno in kako. Sem lepo povedal, da ne, da sem z istim delom kandidiral tudi prejšnje leto in da nisem prišel niti med 5. Komisija se je spremenila, pa sem dobil prvo nagrado, ne, pač. Denisa je vstala in začela predstavljati male slončke po regalu sem in tja. Prijela je enega in ga premaknila malce levo, potem drugega in ga prestavila na mesto, kjer je poprej stal prejšnji. Stopila je korak nazaj in se zagledala v novost, pa je potem spet postavila slončke v prvotno stanje. Vse skupaj je bilo videti, kot bi slončki igrala nek prekleti šank. Če so obrnjeni proti severu, pomeni, da bo prišel denar v hišo. Saj zdi se mi tako, je rekel Sejo. Denisa se mu je nasmehnila. To ni hiša, je rekla. Potem je šla na drugo steno sobe, se zagledala v tamkajšnje regale, potegnila s prstom po enem od njih in se zagledala ven. Ta prekleti prah je proti pravilom povzdignila glas in stekla nekam proti kuhinji. Sejo se je naslonil nazaj na zofo in zaprl oči. Denisa, je čez nekaj časa rekel, še vedno zaprtimi očmi. Nič. Denisa, je ponovil, tokrat malce glasneje. Ja, je iz kuhinje rekla Denisa. Si v redu? Aida živi zdaj v Štankerju, je rekla iz kuhinje. Sejo je pokimal. In pravi, da ji ni težko, je spet zaklicala Denisa. Lepo, je rekel Sejo. Torej, sem Alenka Vene, drugače sem Brežičanka, prihajam pa iz šolskega centra Krško Sevnica, kjer deluje, kmalu bo 15 let, tudi gimnazija Krško. In že 3. leto naše prve letnike vsako leto pravzaprav popeljemo skozi projekt imenovan Lepa beseda nikomur ne preseda. In povežemo ta projekt s tekmovanjem za Cankarjevo priznanje, torej gre za tekmovanje iz materinščine. Torej letos je sovpadla ta tekma, ta naša predstavitev s knjigo, ki se predstavlja tudi v vaši brežiški knjižnici in z avtorjem Dušanom Čaterjem, torej gre za knjigo Džehenem, ki so jo naši dijaki prebirali in na podlagi tega ustvarili računalniške stripe, pa smo se zato pravzaprav povabili na vašo prireditev, da bi lahko to javno obeležili in predstavili. Ali bi se lotili napisati scenarij za katerega od svojih romanov in potem, da bi bil posnet film? Vsekakor, no, se mi zdi, da je fajn videti svoje delo, recimo, monetizirano kakršnekoli platno že, odigrano. Ne skrivam teh ambicij. Ja, seveda bi rad, da bi se katera moja knjiga pojavila tudi kot film, predvsem zaradi finančne plati, malo tudi zaradi tega, ker me zanima. Ja. Če kaj pomati režiserjev publike, se ne vodi. Sejo se je naslonil nazaj na zofo in spet zaprl oči. Vedel je, da bo to družinsko praznovanje njegovega rojstnega dneva prava muka, pa je vseeno prišel. Najraje bi bil kar odšel, pa vseeno, Denisi je veliko do teh stvari. Družinskih stvari, čeprav je družina popolnoma razbita. 2 otroka v Ljubljani, eden v nekem Štajn, bog si ga vedi kje, mati pod rušo, stari pa zapit nekje v okolici Novega Travnika, se mu zdi. Prekletstvo družine Šah in Pašič. Denisa je najmlajša, pa je to najtežje pade. Hvala za darilo, je rekel Sejo in jo poljubil na solzna lica. Denisa se je nasmehnila, si obrisala solzne oči in zdaj spet veselo nadaljevala. Joj, a se spomniš, ko si bil na televiziji? Kdaj? Zaradi tistega spisa o tovarišu Titu. Oh, kje je že to, je rekel Sejo. Tako si bil sladek, s pionirsko čepico, pa s tisto rdečo ruto okoli vratu. In se je začela smejati. Vse skozi si zehal, da nas je že bilo strah, da se bodo lotili starega, a veš? Sejo je pokimal.
Kako pa se ti tega spomniš? Takrat si bila še otrok. Pa sem bila zaradi tega glavno na dvorišču. Sejo se je nasmehnil. Lopnil je Deniso po kolenu. In za nagrado si šel na Sutjesko. Na Tjentište pravzaprav, je rekel Sejo. Ne na Sutjesko, na Tjentište smo šli. Gledati tiste spomenike, je rekel Sejo. Pravi Titov pionirček, je rekla Denisa. Pravi Titov pionirček, je rekel Sejo. V zbirki zgodb iz predstavljene knjige smo se srečali z razseljenimi osebami, ki pa niso samo ali predvsem tujci. So tudi sleherniki, eni od nas. Ne gre toliko za socialno okolje, kot za smisel življenja na robu. To je posledica okolja, kjer živimo vsak v svojem svetu, ograjeni od drugih. Človek je družbeno bitje, posledica pa je polno zaživeti iščoč svoje socialne potrebe. Junaki živijo na terenu, kjer ni nihče zares doma in sproščen. Razen odlašujoče prisegajočih na domačnost, pa tudi ti so agresivni, negotovi, celo v krču. Kažejo nam lastno izgubljenost v svetu in s tem občutek odtujenosti, celo od samega sebe. Živimo in imamo tujce okoli sebe, jih nemalokrat ne želimo videti. To pa je zato, ker smo največji tujci sami sebi. Hvala Duša. Dober večer. Projekt Posavci beremo skupaj je že drugi skupni nastop knjižnic Posavja na področju bralne kulture, ki je potekal med 21. marcem in 20. novembrom 2012. Projekt so spremljali 3 literarni večeri. 20. marca smo uvodoma gostili Gorana Vojnoviča, 31. maja smo predstavili pesniško zbirko Fanfare 2, kjer so nastopili domači ustvarjalci Sara Direnbeck, Rudi Mlinar, Teja Oršanič, Ana Rostohar, Dragomila Šeško in Ivana Vatovec, ter nocojšnji večer prijetno zaključili z Dušanom Čatrom. V posavskih knjižnicah je projekt uspešno končalo 70 bralcev. V brežiški knjižnici je sodelovalo 45 bralcev, od tega jih je 15 prebralo vsaj 5 knjig z predlaganega seznama. Izpolnjenih kazalk smo našteli kar 195. Knjižne nagrade bo zavzetim bralcem podelila direktorica knjižnice Brežice, magistrica Teja Drkoč. Čestitke nagrajencem. Sedaj pa se zahvaljujem še koordinatorkama projekta Posavci beremo skupaj v vseh 3 knjižnicah. Renati Vidic iz knjižnice Vagazorove knjižnice Krško, iz knjižnice Sevnica, in tudi Maji Križni iz naše knjižnice.